Dve ekipi, en plošček in 60 minut. Moč, tekmovalnost in timski duh. Vse to je hokej. Na ledeno ploskvo blejske ledene dvorane so stopili hokejisti do 20 let. V 5 tekmovalnih dneh so odigrali 15 tekem. Reprezentance Slovenije, Poljske, Norveške, Italije, Litve in Ukrajine so prekrižale palice in pomerile moči. Po besedah glavnega trenerja Gorazda Reklja so vsi igralci reprezentance premišljeno izbrani in dobro pripravljeni. Ja, to je mlada reprezentanca, v bistvu nad tem je samo še članska reprezentanca, tako da mi te fante spremljamo v bistvu že od mladih let. Tudi na zvezi smo imeli organiziran program selekcioniranja, kjer smo jih v posameznih letnikih tudi testirali pa spremljali, tako da imamo veliko podatkov o njih in je izbor dosti, bom rekel, pravilen. Eden od izbrancev trenerja Reklja je tudi domačin Patrik Tišlar. Hokej je začel trenirati pri svojih 6 letih, a ta šport ga spremlja že od nekdaj. Po vsej verjetnosti zaradi očeta, ker je tudi igral hokej, tako da po mojem je on glavni krivec za moje prve hokejske korake in za navdušenje nad tem športom. Tudi pri 17-letnem Maju je zgodba podobna. Hokej imajo v družini. Že moj dedi je bil ljubitelj hokeja, pa tudi oče. Dostikrat smo hodili na Jesenice gledati tekme, sploh derbije Jesenice Olimpija pa to. In tako se je v bistvu vse začelo. Tudi oče je igral florbol, sicer ni na ledu, ampak vrsta hokeja in pol sem se vpisal na ledu in tako se je začelo. In zakaj ravno hokej, pri katerem vztraja že več kot 10 let? Ja, res mi je všeč, da imamo ta ekipni duh, da delamo kot eno, pa pač, da smo ekipca in pol skupaj delamo za zmago, to mi je res všeč. Kaj pa da recimo motivira takrat, ko se ti res ne da na trening? Kaj tisto, da vstaneš pa greš? Ja ne vem, skozi moraš pomisliti, če se ti kdaj res ne da iti, da lej, če se komu ne da pa ne gre, tebi se takrat da in ti narediš malo več, si malo boljši in pol ti to pripomore, k uspehu. Igro mladih hokejistov je vse skozi podrobno spremljal tudi Matjaž Kopitar, oče našega najboljšega hokejista Anžeta Kopitarja. Jaz mislim, da v Sloveniji ni bil problem s podmladkom nikoli, tam do 18-20 leta, da smo zmeraj konkurenčni. Tudi recimo reprezentanca do 18 let zdaj v tem trenutku igra kot člani v eliti, tako da problem nastane potem, ko pač pride dejavnik, ki ga nam kronično v vseh športih primanjkuje, to je denar. Pomanjkanje sredstev pa pripelje do usipa in pomanjkanja kvalitetnih igralcev. Drugače bojo pa ti mladi fantje, ki so talentirani, v želji, da bi igrali hokej, iskali priložnost v tujini, kjer si pa tujci, ni vedno lahko. Kako igrati v tujini, ve tudi Felix, ki je na tem svetovnem prvenstvu igral za Ukrajino. I played in USA. I played in a NCDC league. It's a National Conference Development College, I think, and it's much more physical and much more quicker than in Ukraine. As much as I love to play at home, but it's like higher level there. Kot sam pravi, mu je ta izkušnja dala res veliko. Hokej igra že od svojega 6. leta in v vprašanju, zakaj mu je ta šport tako zelo všeč, se seveda nisem mogla izogniti. I like it because it's a team sport. It's quick, it's physical and I just love the game. Enako velja tudi za navijače. Hokej je pač dinamična igra in je zaradi tega privlačna, in za mlade in za gledalce, se pravi in za igralce in za gledalce. Tako da so tudi tribune, vidim, kar lepo zasedene. Ja. Gledalci so prišli navijati za svoje favorite. Domači so v reprezentančnem dresu dali vse od sebe. To je pa res velika čast, pač te fantje so še malo starejši od mene, pa to in mi je res velika čast, da sem lahko tukaj pa pomagam pač naši državi k uspehu. Smo dobra ekipca, tako da meni se zdi, da s takim srcem lahko vse dosežemo. A to ni bilo dovolj. Ekipa, ki bo v prihodnji sezoni nastopala v višji kakovostni skupini svetovnega hokeja in ki je na tem prvenstvu zasedla prvo mesto, je Norveška. Naši risi pa so osvojili odlično 3. mesto.